pametnem kraljestvu ni vse lepo in prav. Zakladnica je prazna, veličanstvo. V gospostvih na jugu so vse bolj obupani. Kaj naj naredimo? Obdavčite krave, vladar moj. Ne, mlinarjem zmanjšajte davek. Zgradimo novo katedralo. Raje zaprimo vse meje. Kaj pa ti predlagaš? Povej že! Če si lahko drznem, vaša milost, nujno potrebujemo inovativno strategijo za pametno specializacijo. O čem govoriš, mladenka? Imamo lačne škrate, ki bi radi spet jedli, zagnane gobline, ki bi radi delali, in speče velikane, ki čakajo, da se zbudijo. Lačne škrate? Tako je. Gotovo se spomnite mojstrov škratov z gora, ki so izdelovali nekoč priljubljene kakovostne čevlje. Zdaj ljudje kupujejo cenene čevlje. Škratje pa se stežka preživljajo. Ponudite jim nov izziv, naj združijo moči slikarji, goblini in mladimi inženirji in spet bodo mojstri svojega dela. Že prav. Kaj pa naj z goblini? Nore zamisli imajo, vendar se niti cehi, niti banke ne upajo vlagati vanje. Vaša ekscelenca, zlahka bi izkoristili njihov potencial. Če jih vi podprete na začetku, jim bodo vsi zaupali. Potem bi s svojim znanjem in veščinami razvili nove tehnike in tako pomagali velikanom. Slavni velikani, zakaj vsi spijo? Zaspali so, ker niso opazili, da se svet spreminja in potrebuje nove ideje. Moramo jih zbuditi, povezati z drugimi ustvarjalnimi ljudmi ter jim pomagati, da izboljšajo svoje metode in se izkažejo za boljše od naše konkurence. Zanimivo, ampak kako naj to naredimo? Veličanstvo, inovativnosti žal ne morete zaukazati. Lahko pa jo spodbujate s podjetniškimi odkritji. Tega ne morete početi v palači. Oditi morate med ljudi in jim prisluhniti. Lahko jih prepričate, naj sodelujejo in s pametnimi strukturnimi skladi podpirate njihovo inovativnost. Vse smo vam napisali. V rokopisu je pojasnjeno, kako deluje pametna specializacija. Svarim pa vas, da to ni čarobna rešitev. Potrebni so vodenje, predanost, sodelovanje, v prihodnost usmerjene naložbe in vera v prihodnost. Dobro, mladenka, bodimo skupaj inovativni, izberimo pametno specializacijo.